Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Danes spet gostimo zelo zanimivega gosta, zelo bogatega duhovnika, letošnjega srebrnomašnika. To je gospod župnik na Bizelskem in v Kapelah, gospod Vlado Leskovar. Dobrodošli na programu Slovenske katoliške televizije. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Takoj na začetku zares iskrene čestitke ob obhajanju 25. obletnice mašništva. Hvala lepa, sem Bogu zelo vesel za ta dar duhovništva in sem resnično kar vesel in srečen duhovnik. Kakšne cilje ste si zastavili na začetku vaše duhovniške poti in koliko ste jih uspeli do danes uresničiti? Se je uresničilo tiste vaše predstave z začetka? Ja, moja predstava je bila služiti Gospodu in to se trudim pač ves čas, kakorkoli že so spolni empatije, ampak vedno imam to pred seboj, da sem res Kristusov duhovnik. Vi ste že od malega pravzaprav se navduševali ob cerkvi, da tako rečem, ne? Kajti vaša družina v Slovenskih Konjicah je bila zelo povezana s tamkajšnjo cerkvijo, kaj ne? Tako je. Jaz sem že kot otrok dejansko odraščal v krščanskem duhu. Naša družina je bila, pa je še zelo povezana z župnijo, tako da sem v bistvu že kot v drugem razredu kot ministrant bil navzoč v cerkvi, potem pozneje kot pevc pri mladinskem pevskem zboru, potem pa sem že tako vstopil v bogoslovje in sem še bil bolj tesno povezan z župnijo. Naša družina dejansko je resnično zelo verna. V naši družini se je molilo vsak večer in še zdaj moli skupaj. Potem moram tudi povedati, da imam tudi brata, duhovnika Petra Leskovarja, pri katerem sem tudi dobil lep zgled za mojo duhovniško pot. On pa je župnik v Zrečah? On je pa župnik sedaj v Zrečah. Se pravi, to vam je tudi bil nekako kažipot in vas je navduševalo ta njegova odločitev in njegova drža. Definitivno, namreč vzgledi vlečejo in normalno, ko sem v bistvu tudi njega opazoval, sem verjetno tudi sam še bolj začutil, da v meni zori duhovniški poklic. Tudi zato, ker vam je kot edini brat nekako pobegnil iz družine in ste ostali sami med otroki, ne? Še 3 sestre imate? Še 3 sestre imam. Seveda, ja, res je, ko sem bil še res mali, smo dejansko se srečevali, potem pa je dejansko on resnično šel že v malo semenišče, v Maribor, tako da, ampak smo se vedno potem še videvali med počitnicami, pa ko je prihajal domov. In tudi še sedaj imamo zelo tesne stike. Že od malega ste bili navajeni na vsa kmečka dela. Kaj vse imate doma? Veliko kmetijo? Ali kako? V bistvu nekaj srednjega je. Seveda je nekaj gozda, travniki, pašniki, vinograd. Seveda imamo tudi živali, krave, prašiče, kokoši, vsakega pomalo. Tako da mi ni tuje prijeti za vsako kmečko delo in sem v bistvu se pač navadil živeti z naravo in z delom. Ste pa izgleda potrebovali še nekaj premisleka in razmisleka po končanju osnovni šoli, kajti niste tako odšli v semenišče, ne? Ne, jaz nisem šel takoj v semenišče, sem šel v srednjo tehniško šolo v Celje. Po tistem pa v bistvu sem se odločil, da grem za duhovnika, torej v bogoslovje. In ste bili zadovoljni z življenjem v bogoslovju? Ja, življenje v bogoslovju je bilo zelo lepo.
Seveda 2 leti sem bil v Ljubljani, skupaj z vsemi bogoslovci iz cele Slovenije, ostale 4 leta pa v Mariboru, ker smo pač bili to generacija, ki smo dejansko zopet začeli študij v Mariboru. Nekako je splošno prepričanje, da ste duhovniki med najbolj izobraženimi ljudmi. Se tudi vam zdi tako in kako je bilo s študijem? Ja, moram reči, da za mene, ker sem prihajal dejansko iz srednje tehniške šole, je bil kar zahteven, ker pač mi je manjkalo malo nekaterih predmetov, ki so bolj povezani bodisi z filozofijo in s takimi predmeti, ampak se je to pač potem dalo nadoknaditi. Mislim, študij je kar zahteven, obenem pa tudi dobiš kar veliko širino pri študiju teologije. Prav to si mislim, da si morda ljudje predstavljamo vašo izobrazbo prav zaradi te širine, ne? Kajti tukaj se obravnavajo tista bistvena vprašanja človeka in človekovega življenja, človekove sreče in tudi njegove prihodnosti tukaj in potem za večnost, ne? Seveda, v bistvu treba vedno iskati tisto bit človeškega življenja, pa se vedno vprašati, pravzaprav, kdo sem v tem svetu, kaj Bog pričakuje od mene, kaj lahko jaz doprinesem za to, da se bo na tem svetu širil Jezusov evangelij, pa pravzaprav vsa tista bistvena vprašanja, ki se zastavljajo človeku, o njegovem življenju, o njegovem smislu in nenazadnje tudi o njegovem posmrtnem življenju in življenju v večnosti. Kaj ste uspeli v teh letih spoznati o sebi? Kdo ste vi? Ja, zanimivo. Vsako obdobje življenja ima na nek način svoje razmišljanje ali pa na drugačen način gledaš na življenje. Seveda, ko si mlajši, gledaš na življenje čisto drugače, kot potem, ko postaješ starejši. Ko si mlajši, na nek način čutiš v sebi neko močno življenjsko energijo, tako da bi včasih gore prevrnil. Potem pozneje pa spoznaš, da pač le nisi tako mogočen, da je resnično Bog tisti, ki vodi tvoje življenje in da si ti dejansko samo tu na zemlji kot popotnik, ki počasi potem greš v večnost. Se pravi, starejši si, bolj ti je nekako blizu to, da si minljiv in da v bistvu resnično živiš za večno življenje. Kakšen izziv pa za vas predstavljajo življenja drugih ljudi ali pa življenje drugih ljudi, ko jih gledate? Mnogi v tem življenju tavajo nekako brezciljno, kajti tisti, ki ne iščejo Boga, ki živijo samo za ta svet, pravzaprav ne vedo, zakaj živijo. Ja, res je, jaz se v svojem duhovniškem poklicu srečujem z različnimi ljudmi, kakor s tistimi, ki recimo ne vidijo tu nobenega cilja v tem življenju, kakor mogoče s tistimi, ki so mogoče zasvojeni, bodisi z drogami, alkoholom, bodisi z kakšnimi drugimi odvisnostmi. Res je, da recimo želim tem ljudem pomagati, ne, jim pokazati ali pa vsaj jih na nek način pripraviti na to, da bi mogoče začeli razmišljati o smislu svojega življenja. Čeprav je to v tem sedanjem času to zelo težko, ker dejansko se nekako čuti, da se v tem svetu zgubljajo vrednote, katere bi nas dejansko vodile k Bogu. Res je tudi, da pač
so ljudje v tem času tudi zelo zbegani. Ne vejo kam, kje in kako, in potem dejansko se iščejo vse posod, ne. Nekateri tudi v kakšnih drugih verah ali pa celo kakšnih drugih stvarih, kjer iščejo svojo izpopolnitev, ne. In kot duhovnik jaz imam resnično do vseh ljudi enak pristop. Jaz vedno najprej v človeku gledam človeka in seveda tudi božjo podobo človeka. To mi je prvo, kar recimo jaz iščem pri sočloveku. Ne glede na to, kdo je, bogat, reven ali kakšne druge verske veroizpovedi, vedno želim gledati najprej človeka, potem pa še vse drugo. Prav v teh stvarih, o katerih ste sedaj govorili, verjetno vidi Cerkev največji izziv tudi in možnost za evangelizacijo, ne? Ja, res je. V tem času smo še posebej poklicani duhovniki in vsi, da bi resnično te Jezusove vrednote ljubezni resnično živeli v vsakdanjem življenju in v vseh porah našega življenja in pokazali resnično, da edino to je prava pot, ki nas vodi v večno življenje, ne. Povejte nam kakšen lep spomin na vaše duhovniško posvečenje pred 25 leti in tudi na vašo sveto novo mašo. Kako ste obhajali? Ja, lepo je bilo. Tisti teden pred novo mašo smo bili skupaj s sošolci zbrani v Piranu. Potem sama nova maša je bila en čudovit dogodek. Bilo je zelo veliko ljudi zbranih pri moji novi maši in tudi potem na praznovanju, na premici, kakor se to reče. Bilo je res lepo z prijatelji, sorodniki, sosedi in vsemi tistimi smo resnično lepo praznovali mojo prvo novo mašo. To je bilo v Župnijski cerkvi? To je bilo v Župnijski cerkvi v Slovenskih Konjicah. Potem smo pa slavje nadaljevali na naši domačiji v Konjiški vasi. Nas je bilo kar tudi zbrani nekje okrog 750 ljudi in je bilo dobro, čudovito. Prve izkušnje nekako duhovniške, že posvečenega človeka, ne, diakona, ste pridobivali v Mariboru. Tako, v župniji Tezno v Mariboru. Takrat je bil tam zdaj že pokojni Jože Goličnik, župnik, tudi pozneje stolni kanonik. Jaz sem pri njem dobil, bi rekel, en čudovit zgled, najprej duhovnika, potem pa tudi kot človeka in predvsem tudi družabnega človeka. Nekako je pokazal, da duhovnik ni samo tisto, da mora biti za štirimi stenami pa moliti, da je tudi prav, da gre med ljudi. Tudi on je poznan po tej svoji širini, ne? Tako, da se tudi z ljudmi poveseliš in tudi pokažeš, da je to tudi del človekovega in duhovniškega življenja. Potem so vas pa, gospod Škof, dali na prvo delovno mesto kot mladega duhovnika, novomašnika. Ja, prvo moje kaplansko mesto je bilo v Brežicah. In sicer nastopil sem 31. julija že, to se spomnim, ker je bil takrat prvi petek, 8. je bil prvi petek in sem že takrat šel že okrog bolnikov. Tako da sem takoj, ko sem prišel na župnijo, dejansko že kar stopil tudi v pastoralo. Lepa leta kaplanskega življenja, tam smo se tudi zelo veliko družili z mladimi, tako da je bilo v Brežicah kar lepo. Za mnoge je to neka prva ljubezen duhovniška, ne? Tako je. Prva župnija. Se res to najbolj vtisne človeku nekako v spomin in v dušo? Seveda, ko dejansko stopiš na neko novo pot, ne,
se ti dejansko tisti prvi vtisi tudi najbolj vtisnejo v tvoje življenje, v tvoj spomin in dejansko je to zapisano potem za vse življenje v tvojem srcu. Ne? To je že zelo pravo resno delo, tudi z ljudmi na pastoralnem področju, ne? Ja, v Brežicah je bilo tako, da je dejansko bil takrat kaplan zadolžen ali pa je bil celo vikar v župniji Kapele. Takrat še je župnija Kapele spadala pod Brežice in je dejansko bil kaplan tisti, ki je skoraj vodil, pastoralno vodil to župnijo, ki je bila v soupravi. Tako da dejansko kot kaplan sem že kar v bistvu vstopil v... Ste se že spogledovali župnijo Bizeljsko? V bistvu še ne. Takrat pač kot kaplan v župniji Kapele oziroma Brežice pa kot vikar ali pa dejansko delavec v župniji Kapele sem dejansko dobil, bi rekel, kar dobre temelje potem za samostojnega župnika. Koliko ste poznali vašo sedanjo župnijo Bizeljsko, preden ste prišli tja? Moram reči, da ne veliko. Jaz sem sicer, ko sem hodil iz Brežic domov, sem se vozil skozi Bizeljsko. Nisem se pa nekje, bi rekel, ostavljal, pa da bi kaj šel raziskovati. Ne? Poznal sem bolj po pripovedovanju, pa ko smo se srečevali duhovniki dekanije Videmo ob Savi, takrat smo se tu pa tam tudi srečali na Bizeljskem. Tu in tam nazdravili z Bizeljčanom? To je pa tudi bilo vse, kar sem recimo poznal takrat župnijo Bizeljsko. Tudi nisem pričakoval potem, da bom v bistvu šel na Bizeljsko, ampak se je potem zgodilo to, da je takrat moj predhodnik, se pravi župnik gospod Vilko Šolinc, zbolel in tako sem pač jaz potem padel noter in sem šel za župnika na Bizeljsko. Ja, župnija Bizeljsko je iz preteklosti bila poznana že iz Slomškovega časa, ne? Da nekako ni bila najbolj goreča, ne? Posamezniki že, vendar pa splošno gledano so se menda raje družili kje v vinskih hramih, kot pa v Božjem hramu, ne? Ja, to je Slomšek povedal, da so Bizelanci, tako kot pravimo, ne, reč imeli vinski hram, kakor Božji hram. Seveda, jaz v tem času, ko sem zdaj dol, ko sem na tej župniji župnik, sem tudi pač poskušal malo te stvari razvozlati, zakaj dejansko do tega prihajalo. V prvi vrsti to so bili vedno viničari, ne, so delali po vinogradih, težaška dela in seveda nekje je bilo potrebno dobivati moč pa tisti optimizem, da so pač lahko sploh delali v vinogradih in seveda je bilo potrebno tudi malo popiti, da si lažje potem delal. Ne. Bilo težaško delo, ne? Ja, to je težaško delo bilo, ne. To se je vse delalo ročno, danes je to drugače, ne. In normalno, da se je to potem to tudi dogajalo, ne. To je dejansko posledica tega bila. Druga stvar je bila tudi, Bizeljsko je bilo izseljeno, ker je obmejni pas, so ljudje šli, izseljeni bili v Nemčijo, vsi skoraj, ne. In ko so prišli nazaj, so v bistvu našli opustošene kmetije, hrame, gospodarska poslopja, spet so dejansko bili na nuli, ne. Dejansko jih je preizkušalo življenje in mogoče so iz tega tudi postali mogoče malo bolj, bi rekel, indiferentni do vseh stvari, ne. In moram pa reči, da kot ljudje, kot parani so zelo dobrodušni, me spoštujejo, me imajo radi in jaz to čutim in tudi jaz njih spoštujem in imam rad in imamo en lep odnos, ne. Takšnega, kakršen pač je v takih danih primerih. Gradimo občestvo in delamo
ne moramo pa zdaj reči, da pa zdaj, ker si naenkrat v cerkev hodili ali pa si, pomembno je, da v bistvu pozitivno čutijo tudi do cerkve, pa da v bistvu pozitivno sprejemajo te stvari, ne. To je vaša prioriteta, ne, župnika, gotovo, da tam gradite to živo občestvo, da znate pritegniti ljudi. Znano je, da ste človek širokega srca, da znate pravzaprav biti v komunikaciji z vsakim človekom, da ste odprti za vsakega, da ste zelo povezani tudi s tamkajšnjo lokalno skupnostjo in s tamkajšnjimi društvi, ne? Ja, resnično sodelujemo z vsemi v kraju, ker pač jaz nimam nekih predsodkov o nobenem in jaz stopim do vsakega in mi ni problem. Nenazadnje pač smo vsi ljudje in vsi želimo delati dobro, ne. Tako da ne vidim jaz tu težav, da bi ne bi imel, ne. Zato resnično delujemo z gasilci, z pevskimi zbori, z lovci, z vsemi, kolikor se da in res delamo. S turističnim društvom recimo in tako naprej. Ja, Bog deluje in priteguje duše na različne načine, seveda tam, kjer se nahajajo, ne. Imate kakšne lepe primere, da so bili morda nagovorjeni tudi ljudje v vašem obisku, v njihovem društvu, v druženju z njimi, morda na kakšnih skupnih izletih ali kaj, da so se potem pridružili tudi oltarnemu občestvu? Ja, sigurno sodelujemo in recimo smo kje skupaj, pa tudi pade kakšna beseda in se dogovorimo, pa reče, pa vidijo, da je stvar lepa in pozitivna in potem se tudi pridružijo k sveti maši in prihajajo, ne. Ni zdaj to kar masovno, ne, da bi rekli, zdaj bomo pa vsi prišli, saj ni potrebe, ne. Pa če pride samo eden, ne, je to že velika stvar, ne. Daleč se je razvedelo, da pravzaprav na vsak božični večer pripravljate pri vas žive jaslice, da imate izjemno posebno doživetje za tamkajšnje prebivalce in tamkajšnje vernike. Ja, to pa že kar kmalu, ko sem prišel za župnika na Bizeljsko, je v bistvu padla ideja, da bi pač imeli žive jaslice, takrat še tega ni bilo toliko po Sloveniji in smo naredili, smo rekli, pa smo začeli. Seveda na začetku se vedno vsak malo lovi, potem smo pa vsako leto malo to nadgrajevali. Seveda žive jaslice so tako, da v bistvu jih imamo z živimi živalmi, potem tudi imamo en tak sistem, da pač izberemo v tistem letu, ko je bil rojen dojenček in so potem pač v bistvu starši skupaj z svojim otrokom sveta družina. Lepo. In je to, kar se resnično dobro prijelo, ljudje že kar pričakujejo to, se že kar na začetku adventa sprašuje, kdo bo pa letos sveta družina in tako naprej, ne. Tako da jih tudi vzpodbujate nekako k nataliteti. Tako da je dejansko to en vesel dogodek, imamo jih pa res samo na sveti večer, pred polnočnico, ker se mi zdi, da je to takrat tisti najboljši trenutek in tudi bi rekel, najlepše tudi izpade, ne, na sam sveti večer in to so res lepa dogajanja. Seveda priprave tečejo že prej in tiste priprave nas tudi med seboj povezujejo, se kar velika skupina ljudi dobi skupaj in da to pač potem pripravljamo. Imate pa tudi zakonsko skupino, ne? Tudi zakonsko skupino. Seveda pač vedno niha, enkrat jih je več, drugič malo manj. Zdaj seveda, ko je bila ta korona, se pač smo dobivali kako smo se, ali pa preko Zooma, kako se je pač dalo, no. Kako pa se mladi odzivajo?
Ja, primeru, kakšen je čas, tako pač je. Vemo, da je zdaj trenutno težko nagovarjati mlade, predvsem zato, ker so malo preveč mogoče zasedeni z temi družbenimi omrežji, mogoče so, ali pa v bistvu, jaz pravim, vse niso sami krivi. Ko sem jaz bil mlad, smo imeli lepo, čudovito druženje, smo se družili mladi na različne načine, ne. Danes je pa težko mlade animirati, da bi se družili, ker jih mogoče ravno ta družbena omrežja preveč pritegnejo, jih zasvojijo in potem v bistvu ne čutijo več potrebe, da bi v bistvu šli se družiti skupaj, ne. Ampak vi vendarle animirate, vsako leto pripravljate tudi oratorij zanje, ne? Tako je, v bistvu vsako leto imamo oratorij in ker ta animatorska skupina se je kar že lepo povečala, se trudimo, se radi družijo, prihajajo skupaj, načrtujejo, pripravljajo. Potem imamo v bistvu tudi izdelovanje adventnih venčkov, imamo v adventnem času. Pa recimo vse te praznovanja, ki jih imamo v župniji, pomagajo mladi, pa tudi vsa društva, od recimo praznovanja farnega praznika, ki ga imamo okrog Lovrenca, tisto nedeljo okrog Lovrenca, potem še drugih praznovanj, ki jih imamo, tako da pač mladi prihajajo in so navdušeni. Vi ste jih začeli vzgajati tudi k dobrodelnosti, ne? Ko ste prišli, prej še menda ni bilo župnijske Karitas, ne? Ja, takrat je v bistvu se začela župnijska Karitas in takrat je tudi padla ideja, da bi imeli tudi koncert Karitas in od tistega časa naprej, v bistvu mislim, da je zdaj že prek 20 let, vsako leto v tistem tednu Karitas naredimo koncert Karitas, seveda zbiramo sredstva za najbolj ogrožene v župniji. Obenem pa je to tudi eno prijetno druženje vseh ljudi. Obenem pač poudarimo tudi, ne, da so ubogi vedno med nami in da jim je vedno treba stati ob strani in pomagati. Zato v bistvu smo se odločili za ta koncert Karitas. Še najdejo vaši verniki redno pot v spovednico? Moram tako reči, prihajajo k sveti spovedi, je pa res tudi, da je tam blizu romarska pot Svete Gore in vem, da veliko hodijo tudi na romanje na Svete Gore in tam tudi hodijo k sveti spovedi. Sveda, vedno je priložnost za sveto spoved v župnijski cerkvi, pred mašo ali pa po dogovoru, tako da je pa res, da se vidi, da pa to malo opada. Vi ste tudi navdušen Romar, vem, tudi vaše župljane ste kar velikokrat popeljali kam, ne, na romanje, od menda Rima do Medžugorja, Čenstohove na Poljskem in še kam, ne? Torej, mi smo pred korono, pa tudi bomo zdaj, če bojo možnosti take, s temi romanji nadaljevali. Vsako leto imamo romanje večdnevno nekam v tujino, kako znano romarsko središče, torej, kot ste že omenili, Rim, Čenstohova. Imeli smo plano pred korono iti v Budimpešto, pa je to nam bilo preprečeno. Potem imamo tudi vsako leto zadnjo soboto v avgustu enodnevno župnijsko romanje po Sloveniji, pa tudi kam tukaj bližje v tujini. Vsako leto pa smo v mesecu oktobru ali pa novembru romali v Medžugorje.
in to že kar po moje 15-20 let. Tako smo vsako leto šli in vsako leto so ljudje zelo radi šli na to romanje. Ne. Kaj spoznavate kot dušni pastir? Kakšni so sadovi teh romanj? Ja, glejte, mi smo tudi na nek način romarji na tem svetu. Obenem pa nas romanja prvo med seboj povezujejo, potem se v bistvu spoznavamo različne kraje, obenem pa tudi se duhovno bogatimo, ko recimo pridemo v kako romarsko svetišče, nas recimo tam Marija nagovori ali kakšen svetnik, bilo kaj, in v bistvu nam ta romanja daje neko duhovno spodbudo za naše življenje. Ne. Naprimer, ko gremo v avgustu, zadnjo soboto, imamo tudi vedno v planu, da obiščemo eno parno ali pa podružno cerkev svetega Lovrenca, ker je pač bizeljsko posvečeno svetemu Lovrencu, tako da v bistvu spoznavamo tudi župnije, ki so posvečene svetemu Lovrencu in nas tudi tu na nek način potem povezuje s temi župnijami in obogati na nek način. Ne. Se vam zdi, da se vaši verniki, vaši romarji zaradi teh potovanj, teh romanj kaj bolj približajo Bogu in se odločijo za bolj korenito in sveto življenje? Ja, seveda, to je zdaj čisto odvisno od vsakega posameznika, ampak opažam pa, da jim to kar veliko pomeni. Ne? Torej, če nekomu romanje nekaj pomeni in če še vedno rad gre na romanje, pomeni, da tudi na nek način sprejema to versko življenje, pa da želi poglobiti svojo vero tudi na tak način, da gre na romanje. Ne. Jaz vem, da imajo vsi zelo lepe spomine iz naših romanj in ko se kaj pogovarjamo, se vsi zelo radi o tem pogovarjajo in so navdušeni, ko pripovedujejo, kako je bilo recimo lepo na tem ali pa onem romanju. Ne. Danes mnogi duhovniki upravljate ob vaši župniji še kar veliko podružnih cerkva, tudi v vaši župniji je tako, ne? Kar 5 podružnic imate? 5 podružnic imamo. Katere so te? Torej, Orešje ste že omenili? Ja, Orešje, Marija Magdalena, tam je tudi vsako nedeljo sveta maša in praznike, tam je tudi pokopališče okrog cerkve, potem imamo svetega Antona, potem imamo svetega Vida, potem imamo svetega Duha in svetega Andreja. Na teh zadnjih 4 podružnicah je maša enkrat ali pa 2krat na leto, odvisno od zavetnika te cerkve, pa od stranskih oltarjev, ki so v teh cerkvah. Drugače pa imamo enkrat na leto ali pa 2krat mašo v teh cerkvah. Seveda pa tudi blagoslov velikonočnih jedil je na teh podružnicah, poleg križev in kapelic, tako da ljudje zelo radi prihajajo na te podružnice. Namreč pred leti smo naredili tudi eno postno akcijo in sicer postni pohod od podružnice do podružnice. In v postnem času obiščemo vse podružnice, seveda z molitvijo križevega pota, in se v bistvu v postnem času na tak način pripravljamo tudi na veliko noč. In ti postni pohodi so se zelo dejansko prijeli, ljudje zelo radi pridejo in sem zelo vesel za te pobude in spodbude, ki jih imamo. Tako da ste pravzaprav že od začetka vašega župnikovanja tukaj na župniji Bizeljsko nekako padli noter, kot rečemo, tudi v obnove cerkva, verjetno in teh sakralnih objektov. Ja, bilo je kar veliko dela.
Nekaj je bilo kar, bi rekel, v nekem takem bolj slabem stanju. Jaz ne krivim predhodnika, ker vem, da je imel zelo močno željo tudi obnavljati in tako naprej, ampak nekako ni v bistvu znal povezati ljudi, no. Ali pa mu je zmanjkalo moči, no. Ker zato moraš imeti tudi kar moč in na nek način željo potem. In smo dejansko se kar podali v obnovo podružnic in jih pač primerno, seveda denarju, koliko ga pač lahko zberemo, tudi dejansko obnavljamo te podružnice. Že kar nekaj časa nazaj se spomnim, da ste na Bizelskem doživeli močnejši potres, ali ste imeli tudi kakšno škodo na cerkvenih objektih? Potres je bil in to je tisti potres, ki je bil tudi takrat dol v Petrinji. Mi smo dejansko kar občutili ta potres, predvsem je naredil veliko škode na cerkvah in pa seveda tudi na župnišču. Ena cerkev, v bistvu podružnica Svetega Duha, je tako poškodovana, da ni varna za opravljanje svete maše in čakamo zdaj na dovoljenje oziroma da nam bojo pač iz kulturnega ministrstva dali napotke, kako sanirati to cerkev. Po vsej verjetnosti bomo mogli pač rušiti zvonik, ki se je nagnil. Ostale cerkve so pa v bistvu, imamo lahko mašo noter, seveda so pa vidi poškodbe, razpoke, umetje odpadov in tako naprej. Se pa tudi v bistvu zdaj pripravljamo na sanacijo, da bomo to pač v tem letu poskušali popraviti. V sosednji župniji, župniji Kapele, je tudi župnijska cerkev tako poškodovana, da ne moramo imeti maše noter in jo tudi že saniramo. Smo že sanirali temelje, sedaj gremo na razpoke in da bomo poskušali čim prej sanirati, da bomo lahko imeli v župnijski cerkvi svete maše. Dva pomembna moža sta v preteklosti zelo zaznamovala vaš kraj, vaše kraje, vašo župnijo in Bizelsko nasploh in tamkajšnjo okolico. Namreč kot kaplan je tam deloval blaženi škof Anton Martin Slomšek. Vi imate tudi spominsko sobo na Bizelskem. Pa nam povejte kaj o Slomškovem delovanju na Bizelskem. Ja, Slomšek je prišel na Bizelsko leta 1825. To je bilo njegovo prvo kaplansko mesto, prva kaplanska služba po novi maši, ki je imel v Olimju. In je bil na Bizelskem slabi 2 leti, do leta 1827. V tem kratkem času, bi lahko rekli, kot kaplan je pustil kar bogat duhovni in kulturni pečat. Namreč Slomšek je bil izreden pridigar. Čudovite pridige je imel in so ga ljudje zelo radi poslušali. On ni delal nekih ovinkov, on je povedal direktno. Mogoče se s tem tudi komu kdaj zameril, ampak povedal je resnico. Ne? Potem je imel Slomšek na Bizelskem tudi nedeljsko šolo. To je imel v bistvu po zgledu takratnega svojega župnika Prašnikarja, je zbiral dejansko otroke, ker takrat otroci niso mogli iti v šole, je zbiral otroke in jih dejansko učil računati, pisati in brati, da so imeli vsaj malo izobrazbe, zato da so se lažje potem v življenju znašli. Ne? Potem je Slomšek napisal na Bizelskem veliko pesmi, predvsem vinskih napitnic. Njega so obdajali vinogradi in je dobival inspiracijo. To je en razlog. Drugi razlog pa je, kot sem že prej na začetku omenil, ko so ljudje delali po vinogradi
in so si malo popili, pa so tudi verjetno kakšne bolj pohojšljive pesmi peli. On pa jim je želel dati lepe pesmi in da bi s temi pesmimi častili vinsko trto. Zaradi tega je tudi Slomšek napisal veliko pesmi o vinu pa o vinski trti, ne. Tako da resnično je Slomšek naredil kar velik pečat in zaznamoval župnijo bizeljsko z svojim službovanjem tam. Kje vse je pridigal, denimo, ko ste rekli, da je bil tako dober pridigar? V bistvu pridigal je tudi na sosednjem Hrvaškem, namreč Bizeljsko leži tik ob Sotli in meji na Hrvaško. Tam je župnija Kraljevac na Sotli, tam je pridigal, potem v Klancu, kjer je frančiškanski samostan. Potem v bistvu je pridigal v sosednji župniji Pišece, celo pridigal je v župniji Videm Krško, velikokrat celo je pridigal na Svetih gorah, tako da v bistvu... Kaj pa v Orešju pri vas? Tudi sigurno tudi je pridigal. Tudi gotovo, ne? Ja, sigurno. Kajti to je bila sosednja cerkev, ne? Sosednja cerkev, ja. Torej, spominska soba sedaj kako funkcionira, se radi oglasimo in se zanimamo? Ja, pridejo romarji, pridejo tudi popotniki ali pa kdorkoli. To je v župnišču pri vas? To je v župnišču. Pride lahko pogledati spominsko sobo. Zbrane imamo nekaj stvari o Slomšku, pa o tem njegovem času, ko je bil na Bizeljskem. Seveda veliko stvari od njega pa ni ostalo, ker je v bistvu zadnje dni ali pa zadnje mesece delovanja na Bizeljskem so se pač odnosi v župnišču malo zaostrili in ni več živel v župnišču. Pač pa je živel pri eni družini, pri enem starejšem gospodu in gospe v vasi tam Bizeljskem, tako da od njega veliko ni ostalo. Nekaj smo uspeli dobiti in tisto je možno videti in tudi nekaj o njegovih pridigah in njegovo drevo in tako naprej. Tako zanimivo za pogledati. V sklopu te Slomškove sobe je tudi pa razstava naravne in kulturne dediščine Bizeljskega, kjer se v bistvu zbrane, se pravi, naravna kulturna dediščina, bodisi stari hrami, kleti, potem repnice, potem na Bizeljskem smo dolgo časa imeli tudi največji hrast v Sloveniji, ki pa je žal umrl. Tako da v bistvu je to zbrano na enem mestu in ljudje lahko vidijo na enem mestu vse. Lahko si pa seveda potem grejo pa si v živo pogledajo. Kako pa vi kot duhovnik doživljate danes tega slomškovega duha v teh krajih? Po več kot 150 letih ste njegov naslednik tukaj, ne? V župniji. Jaz moram reči, kako Slomšek v vas živi? To me zanima, v vašem življenju. Kakšno mesto ima? Jaz moram reči, da mi Slomšek veliko pomeni. In jaz se mu velikokrat priporočam za vse različne zadeve. Namreč je bil izreden svetnik, izreden človek. Tako mlad fant pa je dejansko imel res tako vizijo pred seboj in verjamem, da je bilo res to iz ljubezni do Boga, iz ljubezni za ljudi in še posebej v tistih časih, ko je živel, ne. Mogoče smo tudi zdaj mi poklicani, ki živimo v takih časih, da se mi priporočamo za to, da bi res šli v eno boljšo prihodnost, ne. In zato je Slomšek meni zelo svet in zelo pozitiven odnos imam do tega svetnika, ne, ali pa blaženega, ne. On pa gotovo do vas danes iz nebes, kot na tistega, ki vodi župnijo, njegovo župnijo, pravzaprav Bizeljsko, in na, kako rečete domačinom, Bizelance, torej, ne? Ja. Gotovo na poseben način gleda na vse vas. Sigurno. Ja. Sigurno nam daje tudi blagoslov za naše vsakdanje življenje v župniji. Ja, imate pa še enega močnega
velikega moža, slovenskega duhovnika na drugem svetu, ki je tudi zaznamoval vaše kraje, veliko let je živel na Boštu, blizu Svetega Vida, ne? Vaše podružnice. Pod Svetim Vidom, ja. Pod Svetim Vidom. Ja. Oče France Špelič. Tako. Resnično moram reči, da sem vesel in počaščen, da je bil tudi v naši župniji. Moram povedati, da smo mi imeli zelo lep odnos z očetom Špeličem. Moram povedati tudi, da je mi veliko pomagal. Brez skrbi sem lahko pustil za kak dan, dva ali pa celo teden župnijo in je tudi maševal in vse delal in mi res pomagal. Veliko let je maševal v Orešju, v tej podružnici, je njemu bila zelo ljuba pri Mariji Magdaleni in je zelo rad maševal gor, kar mi je meni tudi zelo veliko pomenilo. In res sem mu iz srca hvaležen za vso delo, ki ga je opravljal v naši župniji, za vse molitve, ki jih je imel za našo župnijo. Dejansko prejemamo po njem, bi rekel, velike milosti. No. Marija Magdalena, tudi on je bil spreobrnjenec, ne? Ja, res je. Tudi on je bil spreobrnjenec, mogoče tudi iz tega vidika, da res doživljal veselje v tisti cerkvi, da je zelo rad hodil maševati. Kako Bog rad odpušča grešnikom, ne? Ja, to pa vemo vsi, da Kako pa ste osebno doživljali ta njegova srečanja z Marijo? Vemo, da je tudi še tukaj, menda še na Boštu imel kakšna mistična doživetja, ne? Tudi na Boštu, tudi v Orešju. Tudi v Orešju? Tudi v Orešju. V bistvu jaz verjamem, ker je oče Špelič imel zelo močno in globoko vero, da je to resnično doživljal res z tisto veliko božjo milostjo, to srečanje z Marijo. No. Res. Jaz vidim tu samo en velik blagoslov. Sam je povedal, da mu je Marija ob srečanju enkrat, ob videnju, dejala, da je njegovo življenjsko poslanstvo trpljenje. Zelo veliko je trpel. Zanimivo, neki duhovnik z vašega območja mi je povedal, kako gledajo ljudje nanj, daleč naokoli, ne le na Bizelskem, da vse tisto, kar se ne da urediti, kar se ne da rešiti po človeškimi močmi in znanjem, je treba iti le k očetu Špeliču. Pri njem se da vse urediti, ne? Ja, res je. Moram reči, da res srečujem veliko ljudi, ki prihajajo k njemu na grob, na Bizelsko. Velikokrat vidim koga, ki kleči pri grobu, torej ljudje, ki imajo resnično kakšne stiske, potrebujejo dejansko pomoč, duhovno pomoč, da lahko to premagajo, pa da dobijo tudi božjo moč, da lahko grejo naprej v življenje. Ne? To je edino pomembno. Ne? In jaz verjamem, da pri njemu resnično dobijo to božjo moč. No? On je res veliko trpel, že iz mladosti, če se spomnimo, ne? Ko je bil še pastirček nekajletni, kako grdo so ravnali gospodarji z njim. Ne? Potem 14-letni mitraljezec v partizanih, pa potem, ko je vrnil partijsko knjižico, ne vem koliko mučen pri udbi, tako da je bil celo v spodnji del telesa kot mlad človek, čez 20 let star, hrom, ne, nekaj časa, potem je ozdravel in se odločil kasneje za duhovniški poklic, čeprav je njegova žena še živela, ne? Ja. Imel je 2 hčeri. S trpljenjem se pridobi mir. In vsaka milost za nas in za bližnjega, se spomnim, je Marija dejala v nekem svojem sporočilu. Res je. Trpljenje nas preizkuša, po drugi strani nas pa utrjuje in daje moč. Ne? Če v bistvu zaupamo v božjo pomoč, moramo sprejeti tudi
trpljenje. Ne? Kajti preko trpljenja v bistvu se človek očiščuje, da potem lahko doživi tisto pravo gledanje Boga. Ne? Druge poti ni. Ne? Tudi vi ste morali vzeti na se trpljenje, mislim na vašo nesrečo v planinah. Vem, da ste zelo radi hodili v hribe. Ja, še tudi zdaj grem, ni me to odvrnilo. Res je, to je bilo kar nekaj let nazaj, po zimi, 8. februarja, sem doživel kar grd padec v Turskem žlebu. Sem pa imel kar nekaj časa tudi malo psihičnih posledic zaradi nočnih mor in tako naprej. Kako grd je bil ta padec? Kako grd? Je torej skoraj že na koncu Turskega žleba mi je spodrsnalo in v bistvu se nisem mogel več uloviti, tako da sem letel skozi cel Turski žleb in na koncu potem... Torej 100 metrov, koliko? Prek 170 metrov nekako, da sem potem še z glavo udaril v skalo in takrat sem potem zavest izgubil, sem še šele potem nekaj metrov niže dol v snegu prebudil, ne. Seveda takrat nisem to jemal tako, ko bi moral, ne. Jaz bi moral takrat iti v bolnišnico, pa sem dejansko šel kar domov in potem so se kar malo posledice poznale zaradi vseh teh nočnih mor, ki sem jih doživljal, ker sem dejansko doživel tisti smrtni strah, ne. No in je kar nekaj časa trajalo, da sem prišel k sebi, no. V glavnem, pač človek mora pol sprejeti to, kar je, ne. Bi se še odločili za obisk najvišje gore? Bili ste na Mont Blancu, ne? Tako, ja. Sigurno, samo zdaj sigurno imam manj kondicije kot takrat, ko smo bili leta 1998, smo bili 3 prijatelji na tej gori Mont Blanc. Čudovita izkušnja, čudovito vreme je bilo in tako naprej. Tudi naporno je bilo, ampak vseeno je bilo res čudovito. Dejansko, ko prideš na vrh, je vse tisto poplačano, kar si prej pač moral pretrpeti, ne. In tako je tudi v hribih. Jaz mislim, da ko priješ na vrh, ko premagaš tisto pot, ki je včasih tudi lahko zelo težka, ko priješ do svojega cilja, pa ko vidiš, ko si obdarjen z razgledom, ko vidiš to Božje stvarstvo, je ves ta trud pozabljen in poplačan. Za vas je znano, da se še radi umaknete malo za kak dan, dva, kam v samoto, ne, tako kot je Jezus dejal, ne? Greste tudi v hribe takrat ali kako? Tudi, kakorkoli že, samo da se malo sprostim, pa da malo dam, kot reče zdaj radi, možgane na off. Ali pa očetu in mami pomagati na kmetijo, še delate? Tako, še sta aktivna, čeprav oče star že 91 let, še kar dela vse. Še sede na traktor? Še sede na traktor, še vozi avto, še kosi z ročno koso okrog vogalov hiše, še seveda tudi nakrmi živino. To je velik blagoslov, ne? Še imamo krave pa prašiče, tako da je kar aktiven. Ga Bog poživlja. Hodimo pa seveda z bratom, pa seveda sestre tudi pride pomagati. Še tudi narediti ta večja dela, kot so recimo košnja, spravilo drv, trgatev in tako naprej, da v bistvu pripravimo za kmetovanje stvari. Pravzaprav na celi vaši poti duhovniške formacije ste bili nenehno v stiku s knjigo. Morda ob koncu povejte nam, kaj vam pomeni knjiga. Imate radi branje, dobro knjigo in kako bi danes pravzaprav naj ljudje gledali na knjigo, ko imamo toliko teh digitalnih medijev, da človek več ne čuti platnice in lista, ne? Mogoče to je res škoda, no, da smo v tej dobi zdaj malo izgubili ta občutek. Jaz upam, da bodo mladi sprejeli tudi te novodobne knjige,
Je pa res čudovito vzeti v roke knjigo, se posvetiti v vsebino in dejansko začutiti, ker dejansko v knjigi, ko ti eno knjigo bereš, se ti naredi ena predstava v tvoji glavi, ne? In je to čisto drugače, kot recimo, da gledaš film in tako naprej. Imaš eno čudovito predstavo. Obenem, če bereš kako knjigo, kako znanstveno knjigo ali kakšno teološko knjigo, te pa dejansko vodi v razmišljanje, ne? To je pa tudi zelo pomembno, ne? Ljudje smo bitja, ki imamo razum in razmišljanje in tudi to moramo trenirati in tudi negovati to in zato smo tudi poklicani, ne nazadnje. Ne? Pred nekaj leti, mislim, da 2017. Vam je vaša lokalna skupnost, krajevna skupnost Bizeljsko namenila tudi posebno priznanje za vaše delo, kajti povezali ste veliko ljudi, pravijo na tistem koncu, da imate dar prijateljstva in tako naprej. Ja, resnično, jaz res želim, da bi vsi bili prijatelji, da bi vsi spoštovali drug drugega, ljubili, kajti na tak način bomo lahko naredili veliko dobrega, na tak način bomo lahko gradili Božje kraljestvo že tu na zemlji, ne? Seveda vemo, da prihaja med nami ljudmi tudi veliko greha, slabega, zla in mi se moramo truditi, da bomo ta greh, to zlo premagali z dobroto, z ljubeznijo, z odpuščanjem. Odpuščanje je največji boj proti sovraštvu, ne? Če znamo odpuščati, pa ljubiti, pa spoštovati drug drugega, smo naredili največ, kar lahko v življenju naredimo. Ne? Ampak sami ne moremo odpuščati, ne? Tudi to je Božji dar. V prvi vrsti nam Bog odpušča in to se moramo zavedati, da nas Bog ljubi in nam ima rad in nam odpušča. In tudi moliti za dar odpuščanja, ne? To je zelo pomembno v življenju. Samo še to, preden se posloviva, kako ste se namenili praznovati vašo srebrno mašo, kaj načrtujete? Torej, letos sovpada kar nekaj letnic pri mojem praznovanju ali pa mojem življenjski poti. Letos tudi me je že obiskal Abraham, torej sem se že z njim srečal. Potem imam torej letos 25 let duhovništva in pa seveda lani, sicer je bila korona, sem imel 20 let delovanja na Bizeljskem, pa bomo to letos praznovali in pa seveda 15 let souprave župnije kapele in pa temu praznovanju se je pridružil tudi moj brat, ki ima pa 35 let duhovništva. In bomo to vse skupaj združili, vse te jubileje in bomo 12. junija popoldne ob 2:30 imeli zahvalno sveto mašo, da se bomo Bogu zahvalili za vse te darove, za vse to, kar smo lepega doživeli in seveda prosili tudi Božjega blagoslova še za naprej. Potem bo pa eno druženje skupaj z prijatelji, z farani, ene in druge župnije, z sorodniki bomo to malo proslavili in tako dejansko se Bogu tudi zahvalili za te darove. In tudi mi bomo radi priromali k vam na Bizeljsko. Dobrodošli. Očeta Franceta Špeliča. Sedaj smo izvedeli tudi veselo novico, da bo njegov dom, njegova hiša na Boštu nad Bizeljskim pod Svetim vidom, kot ste rekli, odkupljena, da jo bo menda odkupil Center Kraljice miru, torej bo cerkveni objekt in namenjen pravzaprav spominu na tega velikana slovenskega duhovnika, Vica Skureščka, stigmatika. Jaz sem tudi zelo vesel, ker resnično je to pač en svet kraj tam in zaradi tega sem bil tudi malo v strahu, da ne bi prišel kakšne druge roke
in sem zelo vesel, da se bo to tam tudi nadaljevalo z molitvami, z svetimi mašami in na zadnje bodo tam se zbirali ljudje, ki bojo pač iskali to Božjo pomoč in bližino očeta Špeliča. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Torej, lepo praznujte vaš srebrno-mašni jubilej in spet kmalu na programu Slovenske katoliške televizije. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost. To so bili torej znani bizeljski župnik, gospod Vlado Leskovar.